Hvala lepa, se jaz bom tako. Jaz sem predvsem najprej hotel samo izraziti zadovoljstvo, da sem lahko participiral pri tem simpoziju in predvsem sem hvaležen gostom iz Trsta, ki so pričevansko iz svojih pravih izkušenj povedali oziroma poročali o tem, kako so te revije nastajale, delovale, kdo je pri njih sodeloval in tako naprej. Kajti to samo branje ti tega ne da, tako pričevanje je potem precej več. Drugo je pa, hotel sem dodati samo to, ko je Alenka zdajle prebirala Frankovičevo. Torej, jaz sem tudi te scene na Rogu seveda prebiral pri Vidmarju in tudi pri Kocbeku, ki jih komentira. Stvar je šla seveda še tako daleč, da je potem svojem ideološki preobrazbi Javoršek še vse do leta 52, 53, še tudi 53, hodil vsakodnevno skoraj v Kocbeku in seveda nosil vse informacije na Udbo in k Vidmarju in tako naprej. Potem je prišlo do tega razkola, ampak to je že naslednja zgodba. Dodal bi še kot tretjo reč pa samo poziv, ker se Kocbekovo zbrano delo sicer zelo počasi, ampak vendarle približuje nekemu koncu morda, bi prosil zlasti vse Tržaščane in tudi vse druge, če se morda še najde kje kakšno Kocbekovo pismo, kajti naslednji, zadnji dve knjigi, ki jih mislim pripraviti, bi bila njegova pisma. Namreč Kocbek žal ni bil prav zelo pozoren tudi do svojega pisanja in tudi ne do dopisovalcev, ni tega skrbno hranil, pa tudi se je selil se veste, po Ljubljani in v Beograd in nazaj in še marsikam. In je veliko tega se izgubilo. Vedno je še možno, da se kje kaj najde, tako da če bi se to pojavilo, bi bil zelo hvaležen, če mi to sporočite na kakršenkoli način. Samo toliko, hvala lepa. Hvala, Miha. No, bom jaz. Izvoli, Mira, kar gor k mikrofonu, prosim. Vmes bom pa jaz pristavila svoj piskrček, ki ni tako majhen, je pa tudi ni nezanimiv. Kot predsednica sveta Muzeja slovenske osamosvojitve v nastajanju, bi rada poslala v svet poziv, da ko pospravljate, ko čistite, ko vam postajajo papirji in razni drobirji odveč, pomislite na to, da bi to mogoče koga zanimali in da bi rad si to pogledal, preden konča v smeteh. Zdaj pa Mira Miladinovič, izvoli. Lepa hvala. Gospod Glavan, jaz vem, da vi to veste, ste mi sami omogočili pogled v Kocbekova pisma Böllu, Heinrichu Böllu. Jaz zdaj več ne vem natančnega števila teh pisem, ki so ohranjena pri vas, so pa v kopiji. Sem pa hotela sama priti do enega mogoče bolj natančnega zaključka in sem se hotela obrniti na knjižnico v Kölnu, kjer so hranili Böllovo zapuščino, duhovno, ampak žal tik preden sem bila jaz na tem, da to pismo odpošljem, in sicer preko njegovega sina Reneja Bölla je ta knjižnica doživela katastrofo. Tam so neka dela opravljali v starem mestu in se je vse zrušilo, tako da te ostaline tudi ni več. Ohranilo se je nekaj malega, ampak rečeno mi je bilo takrat, da tega očitno ni. Tako da to bi bila ena taka zelo zanimiva zadeva, ne? Tudi v povezavi z enim bivšim dijakom, Kocbekovim
Borisom Banom Idlingerjem. O Borisu Banu Idlingerju, ki je bil rojen na Koroškem, ki je bil Kocbekov dijak v gimnaziji, ki se je potem zbližal s komunizmom, ki je bil zaprt v italijanskem lagru, od koder je njega in Miho Marinka rešila mama Borisa Bana. Namreč ta Boris Ban je bil zgleda udbovec. Tako da tukaj in prav v tem konvolutu pisem Kocbeka Bölu sta dva telegrama Borisa Bana. Kocbeku, eno v Pariz, eno v Nemčijo, k Bölu, ko ga nekaj sprašuje. In tako sem jaz prišla, sem pa ga poznala, ker je bil klient mojega očeta. In sem potem odkrila vse mogoče, Igor Omerza in Rado Pezdir pa o njem veliko pišeta. Toliko o Kocbeku. Se pravi, da je tukaj še ena verzija enega udbovskega, tudi kolega Omerza je tega mnenja, oziroma on je tega mnenja in se kar strinjam, da je to bila še ena varianta sledenja Kocbeku. Hvala, Mira, hvala. Jaz sem ravno hotela medklic dati, da se mi zdi, da sem tega Bana srečala na kratko v zadnji Pezdirjevi knjigi, ta v vzporednem sistemu, ki nisem jo pa dovolj natančno še brala, da bi prisegla, da je tako in v kakšni zvezi. Hvala, Mira. Ingo, prosim. Gospod Ingo Paš ima pa še ene 4 priimke, ki jih ne znam na izust, oprostite. Ingo, predstavi še ostala svoja imena. Ja, moje ime je Ingo Falk Paš Wallersberg. Ok, hvala. Ja, zato ker moj rodbinski priimek je po mojem pradedu, ki je bil avstro-ogrski feldmaršal. To samo tako mimogrede. In hočem, da se naša družinska, rodbinska tradicija pač nadaljuje, če je tudi konec komunizma. Ok, prosim. Hotel bi samo na kratko povedati, da seveda vse te hude zgodbe iz preteklosti, ki smo jih doživljali in v katerih sem tudi osebno nekoliko sodeloval, tudi z prominentnimi protagonisti teh dogodkov, od katerih bi seveda med prvimi omenil Gregorja Strnišo, ki je, mislim, poet ne samo evropskega, ampak lahko bi rekel celo svetovnega formata. Pa mogoče na to niti ne pomislimo. Res je, sodeloval sem v takratnih dogajanjih, takrat, ko se je odvila predstava Marjana Rožanca, ki je bil tudi moj prijatelj, in on me je pravzaprav
dal inicijativo, da sem sodeloval tudi v zalivu V Mostu. ali mostu. Torej, to samo tako mimogrede. Dali smo skozi vso to stisko, moja rodbina, pa tudi nacizem. Moj oče je bil zelo pomemben podjetnik, Berlinčan, ki je šel potem, ko ni šel seveda v nacistično vojsko, ni govora. Tako kot jaz nisem šel v komunistično. Bil je potem, ko je bila ta grozota v Varšavi, je bil v Varšavi, ker je imel seveda podjetja ne samo v Berlinu, ampak dol na Češkem in tudi v Varšavi. Bil je od nacistov zaprt v Varšavi in potem dol na jugu taborišču Gross-Rosen in umorjen. Kasneje, jaz sem bil tudi kot otrok, pa mama, pa brat, smo bili pa v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji, v Radovljici, v taborišču zaprti. In samo s čudežem, lahko rečem, božjo pomočjo smo se rešili. Tam niso ujetnikov, ko so jih morili, streljali, ne. Dol, kjer je to morišče Ravnica, so jih pobijali s koli, noži, sekirami. Prej so se morali sleči do nacga, da se ni mogla kasneje ugotoviti identiteta. Tako so jih pa morili, da se ni slišal streljanje. In sedajni znaki, sedajna spominska znamenja taborišča. Kaj imamo v Sloveniji? Samo eno je. Tu so ljudje sami postavili križe. Taborišče, kjer sem bil jaz zaprt, je stanovanjsko naselje. Če bi tako v Nemčiji naredili, bi se cel svet zgrozil. V Sloveniji smo pa to naredili. Ampak to ni samo to. Časi, ki so bili, torej seveda takrat so bile perspektive in tako naprej, kjer sem bil tudi v uredniškem odboru, ker so takrat mlade tudi dali, ne, smo rekli. Veliko časa sem preživel z ljudmi, torej veliko z Dominikom Smoletom, Danetom Zajcem, Gregorjem Strnišo. To so bili duhovi. No, ampak ko vse to razpredamo in se spominjamo, je tudi čas, da pomislimo na današnji trenutek. Kaj se danes dogaja? Oziroma ne dogaja. In moram reči, da sem tu, kot nekateri mogoče spremljate ali pa vidite,
odziven, da reagiram. In moram reči, da sem zgrožen nad tem, da imamo v letu 2021, torej 30 let po osamosvojitvi, slavnostna obeležja, kipe na najuglednejših mestih najhujših zločincev, najhujših krvnikov, pred katerimi se klanjajo politiki, danes se imenujejo socialdemokrati, v resnici so dediči komunistov, ker je za to državo strahotna sramota, strahotna peza. In to naj spomnim, ameriški veleposlanik, mislim, da se je pisal Musumeli, je napisal in lahko vsak prebere, spredaj na zidu pred veleposlaništvom, napis. Napisal je napis. Ta napis grem redno pogledat, predvsem, a še vedno tam stoji, ki nas poučuje, ki je naša vest, kaj se tu dogaja oziroma ne dogaja. In seveda, kot prej, tudi danes nisem neodziven. In menim, da je to, kar doživljamo, še posebej v medijskem prostoru, tako imenovani Radioteleviziji Slovenija, ki jo plačujemo obvezno, v letu 2021 katastrofa. Ministru za kulturo sem na pogovoru, ki sva ga imela, dal svoj predlog za ustrezno korekcijo zakona. To, kar se tu dogaja, je danes tudi neka borba. Danes smo v času nekega preobračanja. Na to se odzivam. Na Facebooku se lahko preberem kakšne od mojih odzivov. In moram reči, da ne mislim se umakniti. Okay. Hvala. Hvala, Inga. Hvala. Ja. Spoštovani gospe in gospodje, nadaljujemo z debato. Lepo prosim, kdo bi še kaj dodal, kaj vprašal, pripomnil.
če te želje ni. Aha, je, 2, prosim. Pa je starejši. Sem skoraj rekla, dame imajo prednost, pa sem se ustavila, ker bi mogoče to kdo vzel za seksističen odnos. Ne, nimam vprašanj in pripomb, samo nekaj dodatkov mogoče na ene točke, ki so bili danes povedane. Revija Tokovi ni bila dvojezična. Mogoče so jo načrtovali kot dvojezična, ampak je izključno slovenska bila in išla je samo ena številka tudi v seriji povojnih tržaških revij, ki so imeli vse kratko življenje. Ekonomist Toussaint Hočevar za domače Tuši. On je bil povojni emigrant iz ugledne logaške liberalne družine. Ni se sicer umaknil maja 1945 na Koroško, ker ko so, mislim, da neka hercegovska enota prva dospela v Logatec, je bil mobiliziran in potem je bil nekaj časa jugoslovanski vojak, potem pa je šel v Ameriko, živel pa je dejansko, kot je nekdo pripomnil, v New Orleansu. Ne? Tako da ni imel veliko zvez z ostalimi Slovenci v Ameriki, razen tiste znamenite, še vedno delujoče Society for Slovene Studies, ne? Skupaj z Velikonijo in Lenčkom, ki izdaja revijo svojo, sodeluje na teh ameriških konvencijah in tako dalje. Velikonija in Lenček, ki sta to spodbudila, sta ali sama, kot je to staro Velikonija, ali udova Lenčkova, spravlja njuno zapuščino v Nuk, torej v rokopisnem oddelku Nuka se dobijo Velikonijeve zadeve. Ne? In še zadnja stvar, ko je Peter Le rekel, da je šel v slovansko knjižnico, pa ni našel prvih številk Mosta. Ne vem, kako je zalivan, ker ga tokrat nisem gledal, ampak Most je v Delibu, torej v digitalni knjižnici Slovenije, je v celoti od prve do zadnje številke človek doma na računalniku lahko to gleda, kot je Mladika in kot je marsikaj, torej za zaliv pa nisem tokrat pogledal, če je tudi v Delibu, ampak Most pa je v celoti. Okay. Hvala, Ivo. Zmeri vir dragocenih podatkov, ki jih meni drug ne ve. Ja. No, k temu digitaliziranju in papirju in tako naprej, nekateri, in mislim, da je Lojze Peterle med njimi, imamo raj papir in ga nosimo s sabo in evo, prekladamo in počrtujemo s flomastri in tako dalje. Digitalizacija je zelo pomembna, ampak tako zelo, da bi pa zbrisala pomen knjig in revij, pa ne. Okay, ampak hvala, fino za opozorilo. Zdaj pa prosim. Jaz pa samo najprej bi se zahvalila za vse informacije in pa prostite moje nevednosti, ampak me zanima, če je bilo kaj pisano, oziroma slišali smo, kaj je Lojze Peterle govoril o obeh revijah, Most in Zaliv, kako je nekaj vdihvala idejo o slovenstvu in o slovenski državi in tako naprej. Pri nas je ta fama revije 57, nove revije vaše, in me zanima, kakšne so bile prehajanje med temi idejami, se pravi, pa ne, gospod Jevnikar je omenil tudi leto 51, ne, pa Jerlika vemo, pa tako, je bil že kdaj naredil kako bi človek rekel, to genezo nekak ideje slovenstva oziroma samostojne slovenske države, a nekaj mi smo, se mi zdi, sploh mladi, imamo idejo, da je pač 57 številka tista, ne, ampak imamo občutek, da je to širša zgodba. Ja, jaz lahko povem, kar jaz vem, torej upozorila sem že na Ivešičevo knjigo, ki se ukvarja, ki je zunaj na voljo, a ne, to je malo prirejena disertacija na temo jugoslovanstva in vprašanja naroda med Slovenci, a ne, kako je točno, Tomaž, no se vseeno, knjiga je zunaj in se jo da pogledati. To je en zelo temeljit pregled nad to temo. Da bi kdo kdaj tako intenzivno osvetljeval to ozmozo, kot je rekel Peterle, a ne, kaj je prehajalo iz teh dveh revij, jaz ne vem, ravno zato, to je eden od razlogov, zakaj se meni zdelo primerno, koristno prirediti ta simpozij, da so vsaj neke osnove
raziskane, zapisane in kot rečeno bodo objavljene. Sicer je to tema, za katero, mislim, s tem povezane stvari, niso tema, ki bi bila posebej intenzivno zanimiva za zgodovinarje in sociologe, pač pa se z njimi zelo intenzivno ukvarjajo neki outsiderji, kot je Igor Omerza. Igor je napisal ne samo knjigo o Borisu Pahorju in Edvardu Kozbeku, ampak tudi o Dragi in o sličnih teh zadevah. To so knjige, ki so v glavnem imajo okoli 500 strani in obilen znanstveni aparat, kjer se da zelo veliko zvedeti tudi o ozmozi, še več pa o preprečevanju te ozmoze, ne, Igor? A bi ti mogoče o tem kaj povedal, besedo dve? Ja. Glej, pejt k mikrofonu, da bo zabeleženo, pa da boš v kamero. No, dej. Hvala za besedo. Prosim. Zdaj, jaz nisem to, bi rekel, zelo podrobno delal neko primerjavo teh most sploh zelo malo nastopa. Zaliv pa ogromno, zato ker sem pač delal Kozbeka in Pahorja. Absolutno Pahor je nosilc zaliva ampak kaj se je po moje zgodilo, no? Če bi rekel tako bolj nasplošno. Namreč Pahorja so zelo spremljali tam nekje do 80 let. Zato, ker je on govoril o stvareh, ki jih doma nihče ni mogel povedati, ne? Potem se je doma ozračje malo spremenilo, ki je nastopila nova revija, recimo, leta 1982, ne, začne, ona takoj vzame zastavo zaliva, da tako rečem. Pahor pripluje v Ljubljano, jaz to tako imenujem, ne. Takoj vzame zastavo Kozbeka, ki je bila, bi rekel, šlager tema od zaliva skozi, ne, da ne govorimo o tisti knjižnici leta 1975, v Kosoveli knjižnici, ki je bila izdaja zaliva, ne. In tudi nacionalno vprašanje, ne, ki ga je Boris Pahor vzpostavil, ampak Boris Pahor ne govori o samostojni Sloveniji, ne. Zavračati. Ne govori, ne, zato ker on se je kot veliko Primorcev in zamejcev v Primorskem bal tega majhnosti slovenskega naroda, da bi pred germanskim in italijanskim vplivom, ne, oziroma okupacijo. Zdelo se mu je pretvegano, ne? Ja, seveda, to je bila čist, bi rekel, legalna, legitimna pozicija, ne. Ampak vseeno on izjemno močno načenja to nacionalno vprašanje, ne, na drug način, kot je bilo recimo dovoljeno predvsem kritizira Kardelja, ker ni bilo možno, ne, mislim, odprto v Sloveniji. Ja. In zato se tudi plenijo zalivi in tako naprej, da ne govorimo o še kakšnih hujših zadevah, kot je Žebot, ki pa je osamosvojitelj, ne, recimo, zelo, bi rekel, fanatičen. Čeprav iz taktičnih razlogov on se tudi včasih nekako prilagaja mogoče nekemu konfederalizmu. Imate pa seveda v Trstu Franca Jezo. To je pa največji, bi rekel, osamosvojiteljev, ne, ki pa brezkompromisno zahteva samostojno Slovenijo, ne. Ampak, kot sem hotel, nova revija povzame to, bi rekel, Pahorjev, ampak ona gre naprej pri nacionalnem vprašanju, ne. Pravzaprav 57 številka še ni nacionalna številka, ker ni mogla biti. Če bi oni direktno zagovarjali neodvisnost Slovenije, ne bi mogli zidati. Takrat to ni bilo mogoče, leta 87 ni bilo mogoče zidati z idejo o samostojni. To so skrili v neko vprašanje pod ponovnim preverjanjem narode samoodločbe, ne. Ampak dejansko pa vendarle je nova revija, kot jo jaz vidim, nadaljevanje zaliva in na nek način Pahor pride na ta način v Ljubljano in Pahorje začnejo manj in sploh zamejstvo in sploh emigracijo manj spremljati, ker vse te ideje, ki so včasih niso mogle v Sloveniji pojavijo v Sloveniji in takrat je bolj nevarno, mislim, bolj pomembno udbi spremljati slovensko sceno, kot pa, čeprav še vedno, seveda, glavne emigrante zelo spremljajo, Borisa spremljajo in tržaško sceno sploh, ne, ampak manj. Se vidi, da se fokus, to, kar se je prej govorilo o emigraciji in v zamejstvu, se prenese v Slovenijo, ker je to začne se bolj odpirati, kot vemo, ne.
Ampak še leta 87 se ne more direktno pisati o neodvisni Sloveniji. Potem se pa to vendarle počasne pride do tega. Ne. Iz meseca v No, mesec, gledajte, ja. recimo Nemiljiva Slovenija, kapitalno delo Cigla Žebota, ni mogla priti v Slovenijo. Ne. Oni jo plenijo še leta 89, oni izjemno natančno spremljajo, kako prihaja, na katere naslove, ker se je to pošiljalo iz tujine, ne, oziroma iz Mohorjeve družbe in vse to plenijo. Ne. Se pravi, še leta 89, ne, to je že zelo pozno, da tako rečem. Ne. Hvala lepa. Hvala, Igor. Ja, hvala. Ja, prosim, Tomaž Zalaznik ima besedo. Vprašanje, ki ga je gospa vprašala, me je malo spodbodlo, pa še to, kar je Igor govoril. Pa bom poskušal malo tako skozi svojo lastno zgodovino odgovoriti na to vprašanje. Jaz sem letnik 57. To se pravi, ko sem bil star 20 let, sem končal gimnazijo, sem se vpisal na fakulteto. O vsem tem, kar se danes tukaj govori, pravzaprav v mojem vsem šolanju in v uradnih medijih, tisti, ki so bili meni dostopni, nisem popolnoma nič vedel. Slutam, da v gimnaziji je vedel za objavo v Zalivu samo moj prijatelj, ki je imel izobražene starše, ampak on o tem ni govoril, ker so vedeli, da o tem ne sme govoriti. Sumam ga zaradi tega, ker vem, sem poznal njegovo družino in ker mi je v pogovoru enkrat ali dvakrat tako namignil, tako da sem jaz nekaj slutil, ampak ni pa povedal, kaj je namignil. In kot mlad fant, ki takrat ni vedel, kaj se vse vrti in dogaja okrog njega, tudi nisem vedel, kaj bi ga naprej vprašal. Ne? Če grem potem naprej v 80. leta, če se spomnim mojih fakultetnih let, konec 70-ih, brez zamere, takrat si imel delo Dnevnik, bil je Telex in bila je Tribuna, ki je bila, da tako rečem, ne govorim neko, kako bi rekel, radikalno partijsko glasilo. Ne. To se pravi, v študentskih letih se spet nisi imel s čim srečati. Srečal sem se lahko z avstrijsko televizijo, ki sem jo gledal, ker mi je bila dostopna preko, hvala Bogu, je signal tekel do Slovenije, oziroma smo jo lahko gledali. To se pravi, če gremo skozi 80. leta, če vzamem potem naprej 90. leta, ko je moj sin hodil v šolo, letnik 80, je pravzaprav bil isto v praznem prostoru kot jaz. In moj vnuk, ki danes hodi v srednjo šolo, ki je končal osnovno šolo in je danes v srednji šoli, je v popolnoma enakem, ko se pogovarjamo, praznem kulturnem prostoru. Popolnoma enako. To se pravi, je čisto vseeno, ali nekdo hodi danes v osnovno šolo leta 2020 ali pa leta, kjer ga sem hodil, tam 75 recimo, se pravi, odnos do kulture, do razumevanja sveta okrog sebe je popolnoma enak, razvrednoten. In ko se danes pogovarjamo o teh dveh revijah, ko so se z Alenko pogovarjala o tem simpoziju, pravijo, bi to naredili, se meni zdelo to nekaj, kar nujno potrebujemo. Ampak sem prepričan, če bi ta trenutek naredili anketo, koliko ljudi kdaj slišalo za revijo Most ali Zaliv, mojo generacijo ali pa mlajšo generacijo, sem prepričan, da bi bil odziv enak nuli. In ko Igor piše, razkriva vse te stvari, on in Rado Pezdir, sta pravzaprav tako rekoč edina dva, če sem zelo odkrit. Pa Alenka seveda, ampak govorim o ljudeh, ki niso zgodovinarji, ki so ki to raziskujejo, tako kot raziskujejo. In če se zdaj ozrem še na, ko je Tomaž pripravljal svojo knjigo, Misliti narod v dolgih 60-ih,
mislim, da je bilo to jeseni, so se pogovarjala, ker smo to pri našem inštitutu izdali, jaz berem te faksimile in najdem nekatere avtore, ki jih ne poznam. Za enim avtorjem, ki posebej izstopa, se sploh ne ve, kdo je to bil, ker je objavljal pod psevdonimom in potem emigriral, Tomaž je omenil, v Celovec in nihče ne ve, kdo je to bil. In ko bereš njegove članke, reče, ja, to je to, ampak o njem nič ne vedmo. To je ta, kako bi rekel, nekako ne rečem, razpad vseh vrednot na tisto najnižjo možno raven, ki smo jo kot narod dosegali. In zato je tako pomembno, da pravzaprav se to o tem govori. Pa bom dal še en primer. Tukaj so naši snemalci, bila je televizija iz Trsta, TV Slovenija ni prisotna. Mislim, da vse pove, da ne govorim o drugih medijih. Hvala lepa. Okay. A ima še kdo kakšno kritično ali prijazno ali jezno besedo za dodati, ali lahko zaključimo in si rečemo, da nekateri vidimo v tem pomembno delo, čeprav ga večina ignorira, ampak glejte, človek ne sme biti odvisen od tega, kako ga dojemajo in ocenjujejo množice. Srčno vam hvala vsem za pozornost.